danes pri sveti maši slišimo? Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj še v temih grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba. Praznujemo naš največji praznik, Veliko noč. Ampak najprej tale dan ni izgledal prav nič praznično. Nasprotno, bil je zelo, zelo žalosten. Pred 2 dnevoma je na križu umrl Jezus. In danes zjutraj so se njegove učenke, njegove prijateljice odpravile k grobu, zato da bi iz spoštovanja pomazilile njegovo mrtvo telo. Marija Magdalena je bila pri grobu prva. Marija Magdalena je imela Jezusa zelo rada. Pred nekaj leti je naredila en zelo, zelo velik greh. Pri tem grehu so jo zalotili in potem so jo privlekli pred Jezusa, zato da bi Jezus nad njo izrekel obsodbo. Jezus pa je odpustil in jo povabil, naj zaživi novo, drugačno življenje. In to je tudi naredila. Postala je Jezusova zvesta učenka, ves čas ga je spremljala, rada ga je poslušala. In danes zjutraj se je Marija Magdalena odpravila k grobu in ugotovila, da je grob prazen. Nemudoma je šla to sporočiti Jezusovim učencem. A že nekaj minut kasneje se je Marija Magdalena srečala z živim Jezusom. A si predstavljate, kako osupla je bila? Ona je šla tja k grobu, zato da bi pomazilila njegovo mrtvo telo in Jezus jo zdaj nenadoma pozdravi živo. Marija bi kar vriskala od sreče, ona bi tekla po celem svetu in vsem ljudem povedala, Jezus živi, Jezus je vstal od mrtvih. In skupaj z Marijo Magdaleno smo tudi mi danes silno veseli in tudi mi bi radi kar celemu svetu povedali, aleluja, Jezus živi. Ja, prav, aleluja je tista beseda, ki danes odmeva po naših cerkvah in tudi zunaj njih, s katero želimo povedati, kako neizmerno veseli in srečni smo, ker Jezus živi. Pa vas vabim, da zapojete skupaj z menoj.